Lepo pozdravljeni v najpomembnejšem videu, ki ga boste videli to poletje in do nadaljnjega, kajti ne da vem kaj veliko o tem, ampak vem, kaj deluje, in z biti krajev, biti narave in z biti v bistvu zemlje sodelujem, odkar se spomnim. In sicer vsi mi imamo v sebi en tak notranjega kreativca, notranjega vedeža, notranji intuicijo, instinkt, ki pa potem zamre, če tega ne poslušamo. In glede na to, na ta neurja, ki nam jih želijo nekako zmanevrirati, kako bi rekla, mehansko ustvariti s harpi in s tehnologijo, ki je napredna in bi lahko dobro služila človeštvu, želijo nekako osvoboditi svobodno voljo človeka, da izgine, zato je seveda razvoj človeštva ravno v tem, da gre kontra. In kako v bistvu svojo svobodno voljo razširiti na način, da lahko sodelujemo z naravo, da sodelujemo z vetrovi, da sodelujemo s soncem in da prikličemo tisto zlato dobo, ki ustvari harmonijo v prostoru, harmonijo v vašem kraju, v vašem domu, na vaši parceli, je v bistvu pomembno zavedanje. Ogromno je znanja na to temo, ogromno neraziskanega. Jaz vam bom podala tisto osnovno, tisto, to, kar lahko delate vsi, ne glede na to, ali ste bili z mano kdaj na Krapnju, tisti, ki ste bili z mano na Krapnju, vse to, kar bom govorila, govorite iz pol miru oziroma iz prijave in iz svetlobnih mrež blagostanja. Vse, kar znate, delajte optimalno, potem ko ste naredili vse te vaje, ki jih delamo in znamo. Sicer pa vsak človek ima srce. Če gledate tale video, potem imate radi naravo, imate radi svoj kraj, svoje rože, svojo parcelo, lahko čisto egoistično poskrbite samo za svoje stvari, ali pa če imate vsaj malo altruizma v sebi, razmišljate tudi o svojem kraju, svojem gozdu, jezeru, karkoli je okoli vas. Namreč vsaka stvar, živa in tudi navidezno mrtva, tudi kamenje, skale, gore, ima svoje bitje, ki ga čuva. Tako kot imamo mi ne samo dušo, ampak angela varuha, tako imajo jezera, gozdovi, drevesa, vsak grm, vsak polž, vsaka stvar enostavno svojo zaščitno energijo, ki bolj kot se mi z njo ukvarjamo, bolj raste. In zato včasih, ko so živele pravljice, ko smo si pripovedovali, brali pravljice, jaz verjamem, da zelo veliko ljudi je včasih več pravljice bralo in ne samo te Disneyjeve, ampak vse iz cele svetovne zbirke. Jaz sem v osnovni šoli v nižjih razredih prebrala vse, kar je bilo, od armenskih, beloruskih, vseh živih pravljic, ki so bile zapisane v knjigah, vse sem prebrala in to strast do pravljic sem delila skupaj s svojo babico in smo si potem, jaz sem knjige nosila domov, ona jih je brala in smo potem debatirale o tem, kaj so to, kakšne stvari so se v pravljici dogajale. No, in pravljica je zares ta pravljična energija, ki jo mi zaznavamo, so bitja krajev. Pa ne samo krajev, bitja narave, jezera, gozda, vaše parcele, vašega drevesa ali drevesa, kjerkoli na svetu, česarkoli povsod, torej je energija. In bolj kot mi ne samo v to verjamemo, ker to nima smisla, ti verjameš tule z glavo, ampak bolj kot mi to zaznavamo s čutenjem, s svojimi energijami, svojo auro, bolj mi v bistvu smo harmonični del tega in manj zunanjih pritiskov lahko pride, da se potem stvari dobro razrešijo. Naprimer, bom kar na primeru tele rože, če mi to rožo pač zalijemo klasično, jo vržemo v en lonc, tale lonc vam moram pokazati, ne vem, če se vidi, je meni najlepši, to je ta malo retro energija zraven. Se pravi, da roža ima svojo energijo. Pri pranskem zdravljenju, prana healing, sem se učila, kako jo z dlanmi lahko zaznavamo,
se pravi, da mi lahko otipamo eterično energijo te rože skozi svoja lastna spoznanja ali pa skozi, ne vem, vse, kar kot bitje smo, pa lahko zaznamo, recimo, če sem jaz bitje, če sem v srcu, sem bitje brez imena, brez česarkoli, bitje svetlobe na zemlji, ko se poravnam, ko sem v meditaciji, sodelujem s tem bitjem, ki je manifestirano kot roža. In ko jaz začnem opazovati to bitje začne govoriti na način, da se izmenjujejo informacije. In recimo, da ne moremo kar od začetka, zakaj vam to govorim zdaj pri eni roži, mi lahko sicer prosimo takoj vsa bitja, da pomagajo zaščititi pred točo, da pomagajo priklicati zdrave energije, vse živo. Ampak mi ne bomo znali dobro slišati tega sodelovanja, razen če ste v sebi zelo empatični, sočutni in da nekako imate to eno tako prirojeno ali pa ne samo privzgojeno, oziroma da se v to poglabljate, se pravi, da ste čuteče bitje, kar zares vsi smo, bolj ali manj to uporabljamo. No, in hočem reči, da kot bitje mi sodelujemo z bitji krajev, bitji naše domače parcele. In pomembno je, da ne sodelujemo samo takrat, ko je res hudo, kajti takrat smo v strahu. In zato moramo mi sebe najprej kot orodje pripraviti do tega, da smo lahko bitje. Se pravi, da nismo en človek vezan na materialne dobrine in se bojimo za svoj pecikl ali pa pač za svoje pridelke, ampak da smo bitje, ki srčno in sočutno sodeluje z okolico in si želi, da tam pridelek ostane zdrav, da so materialne dobrine zaščitene, in ker iz bitja svojega miru, iz svoje svetlobe delujemo, se potem ta energija širi, prihaja po našem strukturnem delu, po našem osrednjem kanalu, stebru svetlobe, in mi potem vse bolj začenjamo sodelovati z bitji na način, da jih tudi mi slišimo. In na začetku, recimo, kamorkoli sem se jaz preselila, eno obdobje sem se več selila, potem ko sem prodala hišo, in kamorkoli sem se preselila, sem nekako čutila potrebo, da ne da jaz blagoslavljam kraj ali pa bitja krajev, ker sem kot človek, nimam glih te moči, ampak kot duša na zemlji pa kot bitje svetlobe pa imam ne moč kot jaz sama, ampak moč opazovanja pol miru, opazovanja zlate dobe, ki nastaja. In kot drug v drugem vidimo ta zlati potencial iz pol miru, iz pete dimenzije, ta potencial začne rasti. Že v človeški, seveda, najmočnejši način je ta, da vidimo drug drugega, ampak to je tema za kako drugi video. Ampak v naravi je ravno tako, ko mi začnemo opazovati angele, naravo, kako se veselijo svetlobe, ki prihaja, zdravilnih energij. Povsod so angeli zdravljenja v poljih miru in lahko negujejo vaš pridelek, naravo, tudi škodljivce na način, da recimo, da vam srne ne pojejo vsega zelja in vsega, ampak da se to nekako balansira, da se v harmoniji to zgodi. Sama sem obupala nad polži, rdečimi polži, ker živim blizu gozda in se mi zdi, da vse, kar sem počela, je bila na koncu bitka s polži, ampak letos nekako ne da sem obupala, ampak sem rekla, ok, jejte dokler, kar pač jejte. No, in so ogromno pojedli, ampak so tudi pustili. Tako da, sicer bi še vedno imela one race, ki jih pojejo, ampak vseeno, nimam je, in zato moje bitje iz mene sodeluje s polži, kakor gre. To je, vsak ima svojo lekcijo učenja. No, ampak širše, da se ne bomo s polži ukvarjali, širše gledano iz vidika narave, neurij, neviht, ki so umetno povzročene, imam sama vedno eno samo misel, ko delam z bitji narave, z bitji krajev. Enostavno, poleg tega, da delam vse tisto, kar se učimo na Krapnju, delam predvsem to, da sem kot bitje del pol miru. Se pravi, da si v miru, da si kolikor se da povezan s sabo,
Zato je pomembno prej, da meditirate, da ste sproščeni, da vas ni strah česarkoli, ker ti strahovi so samo inscenirani od zunaj, da bi vas odmaknili od notranjega miru, kajti mir je največje orožje za srečo. Namreč največja zaščita je, ko si v miru, te zares nihče ne more izluščiti iz sebe. No, in ko je kadarkoli se karkoli dogaja, se vi greste v svoj mir, da pa se povežete z bitji, da nekako imate en odnos z bitji svojega kraja, svoje narave, vašega drevesa, parcele, zaščitnimi škrati, palčki, kakorkoli jih imenujete, vilami. Recimo, jaz sem na začetku tega pač potovanja v energijski svet, sem peljala svojega nečaka, zvečer ni mogel spati, pa sva šla na sprehod oziroma se en del peljala z avtom, potem sem pa nekje tam sedela in opazovala eno jaso, ko je luna gor gor sijala, in jaz rečem, glej, kako lepa jasa, kako lepo okolje je, pa pravi, to je tam, kjer tete plešejo. In je videl pač te bele vile, neki jasneje, sem se samo ustrašila, kot pa človek normalno to naredi, kar ne pozna, da se ustraši, ko je odrasel, a ne. No, in nekako otroci imajo to v sebi do 5., 6. leta, sigurno do 10. še, potem pa se zaradi odnosov nehajo se o tem pogovarjati in tudi zamre zaznavanje tega. No, in mi se moramo odpreti zaznavanju te magičnosti in ne vem, koliko ste kaj spremljali te pripovedke, oziroma jaz sem imela rada tudi te legende, basni o Arturju in meču in vsem tem, in tam je bila gospa iz jezera in kako so jo reševali. In te stvari, a veste, so v meni prebujale določena energijska znanja in spomnim se, da je bilo tam rečeno od tiste sovražne ekipe, ki je napadala tega Arturja oziroma tudi gospo iz jezera, da bojo naredili, da bo človeštvo pozabilo na njih in s tem jih uničili. Se pravi, da vse, kar človek pozabi, recimo pozabimo videti rastlino kot bitje, pozabimo videti svet kot raj na zemlji, ne, si ustvarimo potem pekel, no, in to se zdaj dogaja. Ljudje so pozabili na pravljičnost zemlje, na to, da smo kot duša prišli ustvarjati raj na zemlji, ne. Tako da tisti, ki ste v vicah ali pa v peklu, imate možnost odločitve. Mi na zemlji imamo možnost odločitve. Potem, ko gremo iz zemlje, je to, kar je, se pravi status quo. Zato prihajamo na zemljo, da ustvarjamo nove vibracije, dojemanja sebe, zaznavanja, odpiranja. No, in polja miru so tista energija, ki vedno prinesejo harmonijo, vedno ustvarjajo zunanje napadalce, kakršnikoli so že. In štartala sem s tem, da moja misel, ko karkoli delam, je, da vse tisto, kar napada polja miru, to energijo narave, da se vrne v svoj praizvor. Se pravi, karkoli, če se vrne v praizvor, jaz s tem ne škodujem njim, bilo komu, ampak vsak, ki se vrne v svoj praizvor, je to njegova naravna pot. Mi vsi želimo priti v svoj praizvor, v svojo svetlobo. To je naša pot razvoja skozi človeštvo, skozi življenje kot človek na zemlji. In zato ni nič narobe, če kogarkoli, kakorkoli pošiljamo v svoj praizvor, kar pa pomeni v primeru chemtrailov, harpa in vsega ostalega, da ta manifestacija, ki je prišla od tam, od določenih, ne bom rekla ljudi, ampak bitij kakršnihkoli, ki so si to zamislili, da bi bil to proces zemeljskega razvoja, da ta energija se vrne tja, od koder prihaja, kar je v najvišje dobro vedno. Se pravi, da se ne vpletam v karmično zgodbo tistih, ki s harpom delujejo proti človeštvu ali s chemtraili in podobnimi stvarmi. Če se vam zdi, da govorim bedarije, potem se morate malo izobraziti, ker pa ne verjamem, da mislite, tako da mislim, da ste ta pravi tule z mano, ampak vseeno, če dvomite o harpu, če dvomite o chemtrailih, je potrebno samo, da greste na YouTube, Krešimir Mišak, Na robu znanosti, otipkate harp, preverite situacijo, Denis Beroš,
Radio Brač oddaja 25. julija 2023 na kratko jasno pove o tem tehnično, tako da se ne bi s tem zgubljala časa, ker nisem tak tip niti, ampak jasno je, da to obstaja, jasno je, da se zlorablja, jasno je, da imamo mi nadmoči, da ima človek talente, ki to nadgradijo. Vsak se razvija takrat, ko je to nujno potrebno, lahko se tudi malo prej, če se za to odločite. In tisti, ki ste z mano, običajno se odločate za prej. Ne rabimo več trpeti, ne rabite več slabih izkušenj, ne rabite več izkušnje pomanjkanja, ne rabite izkušnje trpljenja. Če začnemo sodelovati s poli miru in ustvarjati zlato dobo sedaj. Vsak pri sebi, vsak doma in potem širše. Ker dokler ti nimaš svojega stebra, svoje notranjosti v miru, v harmoniji, v svojem optimalnem stanju danega trenutka, ne moramo biti vedno v optimum napram drugim dnem, ampak lahko pa smo optimum danega dne, danega trenutka in takrat srčno, brezpogojno želimo sodelovati z zlato dobo, z biti krajev, z biti narave. In lahko v komentar zapišete ime vašega kraja, pa podprem bitje vašega kraja. S tem to vam dam kot nekako darilo, da aktiviram vaš kraj, to energijo vašega kraja, ampak potem je dobro, da vi s to energijo sodelujete vsak dan. Kajti sama sem, veste, to zvočno posodo, zenko, ki jo običajno igram tudi na Krapnju, sem začela v bistvu na način, da sem igrala bitju našega hriba. Zvečer, čist potiho, da ne bi kdo slišal, da ne bi motila sosedov, sem igrala najprej energiji bitja našega hriba, potem Muceku, ki je bil bolan, potem drevesu, ki ni vedela, bi živelo ali bi usahnalo, potem sem igrala bitju Polzele, pa na moje pretekle vasi, Orove vasi. In nekatera bitja so se dobro zbudila, nekatera se še zbujajo, se pa dogajajo spremembe. In včasih, ko si nekako čutim, da je čas za eno tako popotovanje, se usedem v avto in grem po Sloveniji. Se peljem vsakič v eno drugo smer, tam, kjer se nikoli ne vozim. In opazujem naravo, gozdove in s tem doprinašam aktivaciji pol miru, hkrati pa sama sebe nekako dajem kot orodje in sebe gradim kot v enem sproščenem dajanju. In dajanje naravi, rastlinam, živalim, tudi ljudem, brezpogojno, je na en način tisto, kar je smiselno. Objavim kdaj to zato, da spodbudim še vas, ne javljam pa vedno, kadar grem, ker preprosto je to moj intimen proces, mojega bitja z zlato dobo in s poli miru. Tole, bilo kakšno glasbilo, bilo kakšno glasbo imate, fajn je, da je glasba, kot če imate na CD-jih ali na YouTubeu najdete karkoli, da nima besedila. Vi lahko določeno glasbo in glasbilo uporabite z namenom, da zbudi, prebudi, zdravi bitje vašega kraja. In spuščate v svojem dobu, ne rabite hoditi okoli z bobni in po glavni cesti in ne rabite iti, kako bi rekla, delati klovna iz sebe. Ne potrebujete se izpostaviti. To je vaš proces z vami, z svetlobo, z vašim bitjem in z bitjem energiji narave. Lahko si date recimo enkrat na teden eno popoldne in da imate prav obredno za povezovanje z bitji vaših krajev, lahko cele Slovenije, lahko celotnega sveta. Sem pa, to moram povedati, da recimo, ko jaz na Facebooku aktiviram te podpore, to pomeni, da vsak, ki od spodaj zapiše, se jaz grem vase in gremo energije do tistega kraja in to zapišem. In nekateri, veste, ste navajeni, da se to piše randomly, se pravi, da ker to vsi drugi počnejo in ne, pa kdo kaj naredi ali ne, nobeden ne ve, ampak jaz zase vem, da to naredim. Vedno, ko napišem podporo, jaz tudi vsakega, ki
zapiše, včasih mi zaradi interneta ne klikne like, ampak vsakega pogledam in podprem, Duše v vas, karkoli pač je podpora. No in za bitje krajev, če vi napišete splošno Slovenija, jaz imam isto interes. Slovenija, Evropa, svet, da bi bil zlata doba tukaj in zdaj. Ampak še nismo tako močni. Nismo, če ne bi to že bilo. In če vi definirate, kater kraj oziroma s kom boste najprej delali, s katerimi biti, definirajte tisto, za kar vam je najbolj mar. Zakaj je to pomembno? Kajti vaša ljubezen je gonilo. Vaša ljubezen je gonilo, da bodo vaše energije podprle vaš kraj. In vi boste kar naenkrat začutili, kako se je lepo gozd razrešil, kako je lubadar kar prenehal biti v vašem gozdu, kako so ene plesni kar izginile iz vašega vrta, brez da bi vi kaj posebno naredili, kako so ene pikapolonice kar pojedle določene uši in to se dogaja. To je kot ene vrste čudež, ko mi ustvarjamo harmonijo iz srca, iz svojega bitja. Zato je fajn, da pišete, ko zapišete državo ali svoj kraj, tisto, za kar vam je res mar, za kar gorite. In če gorite za svoj kraj, ga zapišete in vam je mar. Če zapišete recimo naenkrat Slovenijo in vam je mar, okej. Ampak to v naslednjih korakih bo pomenilo akcijo tudi navzven. Namreč mi v tem trenutku sodelujemo z bitji krajev in s tem se vreme, harmonija štima, nenadni napadi grejo v drugo smer, vetrovi pridejo, bitja imajo veliko moč. Bitja krajev imajo večjo moč, kot si vi znate predstavljati, večjo moč kot vsa elektronika. Vse te 5G, ne bom preklinjala, karkoli že je, vse to je pod vibracijo bitji krajev in zlate dobe, pod. To nas motivira, da se mi aktiviramo v boljšo verzijo samega sebe, da ne dovolimo programiranja naših notranjih celic in da sledimo zlati dobi znotraj. Če so vas že odrezali od vaše zlate dobe oziroma od občutka, da ste v stiku z bitji, z rastlino, z naravo, potem vabljeni na zmenek z dušo, vsako jesenje in vsak maj, konec maja, v sredini maja, no. Tam se naučite sistematično delati to, kar govorim, tudi sebe pozdraviti, poceliti na ta način, da lahko optimalno sodelujete. Če pa to čutite v sebi, lahko čutite to v sebi čisto sproščeno, brez kakršnihkoli težav in postanete del svojega polja, svoje hiše, svoje magije znotraj sebe. In to je bistvo našega sodelovanja z energijami. Da smo steber svetlobe, skozi katero se ustvarja zlata doba na zemlji. Da smo sedež svetlobe na zemlji. In pobegniti kamorkoli ne moremo. Hotela sem pa reči, da v prvi fazi mi prizemljujemo zlato dobo z energijami. V drugi fazi moramo iti uradno to označiti na način, da gremo podpisati za vpis vode v ustavo, da je naša, za vpis gotovine, za vpis tega, onega. Mi se moramo aktivirati. Avtomatično, brez, kako bi rekla, prerekanja, brez teh dvomov drug v drugega. Mi smo bitja svetlobe na zemlji. In kdorkoli želi spodkopavati vašo integriteto, če je v svoji integriteti, tega ne bo počel. Če je brez svoje integritete, pa v vašo integriteto nima vstopa. Zato je čas, da nehamo gledati, kdo komu kaj, in sledimo svoji svetlobi, svoji intuiciji, svojemu notranjemu miru, svojemu dobremu razpoloženju ob ljudeh, ki so nam blizu, ali pa tistim, s katerimi se potem povežemo. To mi sami sebi smo najboljši lakmusov papir, če smo v sebi umirjeni, če smo v sebi svetloba in če vsak dan sodelujete z bitjem svojega kraja, z bitjem varuhom vaše hiše, parcele,
drevesa, kogarkoli je pomembno. Lahko da z bitjem vaše hiše, pa potem vaše parcele, pa potem vašega kraja. Če ste ob reki, ki vam veliko pomeni, bitja reke, gozdov, če vam veliko pomeni bilo katera lončnica, z bitjem te lončnice. To je najlepši način bivanja in ustvarjanja zlate dobe. To ne pomeni, da gremo v transparente in da mahamo tam pred parlamentom, ker ni že nobenega noter. Nobenega ni več tam. Bitja ni več nobenega tam. Z bitji sodelujemo na lep način in ko bo prišla situacija, da bomo bitja svetlobe na zemlji imela možnost materializirati svojo politiko na smiseln način, takrat bo naša dolžnost, da to naredimo na čim bolj jasen, iskren in transparenten način. Do takrat ustvarjamo z energijami, da pride do tega preboja. Kajti energija mase je pomembna. Energija mase na način, da ne zmerjamo drug drugega, da se prebudite ali kakršnekoli bedarije, ampak da smo mi tista bitja, ki prinašajo svetlobo in da drugi, ki slej ko prej bo rabil pomoč, da ga pomagamo dvigniti, ne na način, da mi pademo, ampak da smo mi bitje, ki prinaša svetlobo in da jo drug ob nam lahko začuti. Če nam to dobro gre, smo blagoslovljeni, če nam to ne gre dobro, smo še vedno na učni lekciji naše duše na zemlji, kar je tudi dobro, se pravi, v vseh pogledih pridobimo. Tako da začutite svoj steber svetlobe, jezik date na nebo, da je ravna pot znotraj. Začutite, kako se vaš popek umiri, kako notranji otrok je rad v vašem kraju, ima rad vašo hišo, parcelo, rad to ustvarja, karkoli ustvarja. Če ni rad, se preselite, najdite svoj pravi kraj in čutite, kako svetloba podpira vaše bitje, kajti vi ste svetloba na zemlji. In bitje vaših rož, vaših vseh zelenih energij okoli vas, bitje vašega kraja se prebuja in vam je hvaležno za to. Bitja gor, ki so okoli vas, gorstev, dolin, rek, jezer, vsa bitja se prebujajo. In našli bomo načine, kako prebuditi, očistiti najmanjše bitje na zemlji, najmanjše bitje v Evropi, najmanjše bitje na Sloveniji, najmanjše bitje na vaši parceli, ki je pomembno, da je zbujeno. Energijsko živimo v eni veliki pravljici, kjer so vile, škrati in živali pokazatelj in rastline, kakšna je harmonija okoli vas. In dokler jaz vidim zeleno žolno in črno žolno na parceli, bom vedno zadovoljna. Pozdrav vašemu bitju. In se vidimo v zlati dobi. Če vam ne bo šlo, pa pridite prej na Kramen. Srečno.